Gledate oddajo Klepet ob kavi. Koliko izjemnih energijskih točk nam ponuja naš prečudovit planet. Danes pa o enem največjih odkritij. Zdaj že vsi zelo dobro poznamo Bosanske piramide, ampak zagotovo je to tista stvar, ki si jo pa res privoščite enkrat v življenju, tako blizu so. Ampak o tem z našo gostjo, ki je že večkrat spregovorila s svojo iskrivostjo, modrostjo, to je Edita Tomić, ki se ukvarja ne le z reikijem, s theta healingom, z grafologijo, ampak tudi z raziskovanjem vsega mističnega, vsega, kar je dobrega za človeka. Je tako v duši, telesu in srcu. Dobrodošli, pozdravljeni. Kaj bova povedali o piramidah? Ste že bili, verjetno že? Ja, pred 2 leti sva šla z možem na turnejo po bivši Jugoslaviji, ne ex-Jugoslaviji, in sva se ustavila nazaj grede tudi v Bosanskih piramidah, ker me je zanimalo, kaj je res na temu, pa kaj ne, a ne? Ker pač dosti delam na tem področju in želim potem tudi seveda sprobati te zadeve. Torej zdrav pristop, da kar ne verjamemo vsega vse vprek, kar kdo reče in napiše, ampak poskusiš na svoji koži. Odlično. In prvo to, ko sem prišla tja, mi je bilo zelo fascinantno to, da dejansko v teh tunelih, ki jih vidiš že takoj pri vstopu, veš, da to ni zgradila narava, ampak da so to res zgradile neke starodavne civilizacije, ki ne vemo, od kje so prišle, niti kam so šle. Ker dejansko ne kopljejo tunelov, ampak samo odstranjujejo tisto, kar je... Tako, ker te tuneli so zasuti z materiali, s katerimi jih sploh v okolici ni, ne? To me je zelo presenetilo. Potem drugo presenečenje je bilo, kako se v teh piramidah z lahkoto diha, ker je veliko več kisika v zraku, veliko bolj čisto kot pa zunaj. Bila sem tudi večkrat že v egipčanskih piramidah, ne samo enkrat. Tam je zelo zatohlo, ozko, to se pravi, se vidi, da je to neka tvorba, ampak ni pa tako zračno, ni tega kisika, ni teh naravnih materialov, stika z naravo, kot je v Bosanskih piramidah. Kar pomeni, da je veliko negativnih ionov, o čemer rad govori dr. Osmanagić, ki je te piramide odkril, tako rekoč, in zato naj bi bile seveda te energije že čisto fizično zaradi negativnih ionov tako zdravilne. Tako. Zdaj, podrobnosti bojo pač gosti izvedli na potovanju v samih piramidah. Torej Klepet ob kavi vabi ponovno na potovanje? Boste šli z ekipo? Jaz sem zraven kot spremljevalno osebje. In sicer se bomo še malo bolj poglobljeno povezovali z energijami v samih piramidah. Potem tudi zelo me je fasciniral njihov park, ki je zelo lepo urejen. Tudi v tem parku so določene energijske točke, kjer bomo tudi kakšno meditacijo naredili. Potem zvečer bomo imeli tudi različne teme, karkoli bojo gosti želeli. Malo se bomo pogovorili o podpisih iz grafološkega vizika, potem o vtisih, kaj so doživeli v piramidah, kakšen občutek je bil, ker zelo lepo, mislim, zelo prijetno mi je bilo tudi noter meditirati na teh energijskih točkah, kamor se ljudje vedno znova in znova vračajo, kjer se napolnijo z energijo, pač tudi zdravilne učinke so dokazani, seveda pa vsak doživlja to po svoje, Zelo sem bila presenečena tudi nad mojim soprogom, ker on v to nič kaj dosti ne zaupa in razmišlja, ampak tam je pa zelo bil presenečen, bil fasciniran in tudi občutil ob tistem kamnu, kjer smo tudi imeli povezovanje z energijami, mravljince po nogah, v tunelu, meni so roke avtomatično začele nihati, ko sem se dotaknila tistega kamna, ker pač delamo z energijami, smo bolj pretočni, smo bolj dovzetni. Zelo fascinantno v piramidi mi je bilo pa tudi ta kamen, kjer je tam na sredini, v tunelu, in ima relief cele pokrajine v okolici teh tunelov. To se pravi, to ni bilo nekaj kar slučajnega. To lahko poveva, da je velik kvarc. Kvarc, ogromen kamen. Fasciniralo me tudi to, če ta kamen premaknejo, da je to jezero, ki je v samih tunelih, ima vedno enak nivo vode
Je zdravilen učilk, tudi jaz sem jo kupila, sem jo z užitkom pila, res tako osvežilna, pospeši, ne, doda energijo. No, in če ta kamen premaknejo, potem so tuneli avtomatično vsi pod vodo. To se pravi, to je delal nekdo, ki je imel zelo natančno, ne, vse izračunano in predvideno. Jaz moram reči, da zelo rada spremljam razne oddaje o starodavnih vesoljcih, ne, in čedalje več na svetu odkrivajo določene piramide, določene energijske točke, ker predvidevajo, da so bile to kot elektrarne za napajanje raznih plovil. Ja, tako. Joj, krasno. Vse to, kar sva zdaj povedali, seveda najbolj strokovno zna razložiti veliki raziskovalec piramid vsega sveta, ki je potem končno pristal tudi doma z največjo piramido Sonca pravzaprav in še 2 sta v njej. To je seveda dr. Osmanagić, ki pa nam bo zdaj nekaj več povedal tudi o tem, česar sva se že dotaknili. Čista voda, čisti zrak. Kaj nam pove še dr. Osmanagić? Poglejmo. Dokazano je da ispod bosanskih piramida imamo djelovanje 10 elemenata. Kombinacija energija piramide, najbolje elektromagnetno zračenje, najbolji ultrazvuk, 28 kHz, to je frekvencija levitacije, osjećamo se lagano. Vrlo niska frekvencija, 7,83 Hz, to je takozvana Schumannova rezonanca, prirodno energetsko polje. Broj 4, negativni ioni. Negativni ioni ovdje u vašem studiju, u našim kućama, u našim kancelarijama, vrlo niska koncentracija. 20 do 100 negativnih iona po kubnom centimetru. Kada izađemo vani u Ljubljanu, 200. Kada odemo Cerknica, 1000. Na planinama 1000, 1500. U bosanskim piramidama, u tunelima 20.000, 30.000, 40.000. Dakle, negativni ioni čiste naš organizam od virusa, bakterija, gljivica. Oni utiču na poboljšanje kod astme, kod respiratornih problema, čišćenje jetre, čišćenje bubrega. Dakle, gotovo sve što nam se dešava u organizmu, negativni ioni poboljšavaju i stoga poziv svima da nam dođu u Bosnu. Edita, torej, zdrava voda, treba je vzeti s seboj steklenice, pa kakšen kamen v žep ga odnesti domov? Ja, tako je. Je tako? Ja, drugače imajo pa tam tudi se da ta voda zakupiti. Ja, zato da podpremo vse aktivnosti. Vse ta raziskovanja, ker odkrito je zelo malo še na tem področju. Vsekakor se pa treba seveda tudi najbolj učinkovita zadeva je, če se odpraviš na to pot, je to, da se prepustiš. Ne iskati nekih potrditev, kaj se bo tam zgodilo, kaj bo začutil, ker s tem že miselno enostavno blokiraš vse tisto, kar bi lahko začutil. Zato je najboljš se prepustiti, iti na to pot. Seveda, sej poleg ne bojo samo piramide, poudarek je na piramidah, ampak seveda je tudi možnost obiska Sarajeva. Sarajevo je pa tako in tako tak zelo, zelo meni priljubljeno mesto, odprto mesto, prijazni domačini, marsikaj kulturne zgodovine se tudi tam vidi. Tako da je, po mojem mnenju je ta kombinacija piramid in pa Sarajeva zelo zanimiva, plus še ostale stvari, kar se bojo dogajale na sami poti. Torej, kdaj je odhod? 30. april, je tako? Odhod je 30.4. zvečer, povratek je 3.5. zvečer. To pravi, je nočna vožnja, potem so seveda takoj dopoldan obisk piramid, potem je zopet popoldne možnost meditacije, naslednji dan je tudi dopoldan spet piramide, popoldan možnost ogled Sarajeva in potem zadnji dan počasi. Skratka, sproščujoče, predvsem pa tudi zelo, zelo zdravilno, zabavno, kar je že tako ali tako pozdravlja, ampak tako kot ste rekli, ne se obremenjevati, ne si namišljati, da se nam nekaj dogaja, če se nam ne. Pogosto je celo zato, ker je že naša vibracija dovolj visoka in potem niti ne zaznavamo nekih hudih tresenj. Ampak vseeno, Edita, kako svetujete ali pa morda kako se vi pripravite, da je pa to vendarle neka
kako bi rekla, pot duše, neko sveto popotovanje, kako se še lahko pripravimo na to, da res lahko izkoristimo te trenutke v tunelih, kjer se meditira, kjer se res lahko miriš. Verjetno moraš malo pozabiti na alkohol v tistem trenutku, recimo, to je že ena stvar, ki mi pride na misel. Definitivno alkohol, pa kakšna droga, Droga ne pustimo doma, da greš res lahko čist, ne? Pustiti doma, a ne. Najbolj se je pripraviti tako, da si sproščen, umirjen in takrat ne razmišljaš, kaj bo rekel mož doma, ker si šel na piramide ali pa žena, če nista šla skupaj ali kaj tacka, tiste vsakodnevne zadeve, majčken pozabiti, zato bom tudi jaz malo poskrbela, da bomo to pozabili. Nadomestili te skrbi z drugimi informacijami. In potem se odpreti in pustiti brez strahu, brez pričakovanja, kaj se bo dogajalo. Ker dejansko takrat se sprosti, po telesu začne teči drugače energija, močneje, hitreje, frekvenca se dvigne in takrat se tudi celice postavijo na samo ozdravitev. Ker jaz poznam ljudi, ki hodijo v piramide večkrat na leto ravno zaradi tega, ker so začutili zdravilni učinek pri raznih težkih boleznih. Seveda, to je kot pomoč, ki nam zelo dobro lahko pomaga, ker se tam počutimo dobro, umirjeno, sproščeno in energija deluje. No, o tem nam bosta nekaj več povedala še Marjano Gorevc in fizik, doktor medicine Jurij Jacko. Poglejva, kaj svetujeta, kako se pripraviti. Potrebno narediti ali pa pametno narediti, da bi se ti več dogajalo, da bi več doživel. To pomeni, da si odprt, kajti če si odprt, če ne sodiš vnaprej, če nisi pod vplivom preteklega znanja, potem so zate sprejemljive sugestije, ki ti jih bo tam nekdo, ki ti predava ali te vodi skozi meditacijo, torej dal. Če sprejmeš sugestije, se tudi odpreš in se ti dogaja. V nasprotnem primeru se pa upiraš, trošiš po nepotrebnem že itak tisto premalo energije, zato ker se upiraš, zato ker želiš razložiti, da je to drugače, da imaš ti prav in torej nima smisla v tem. Torej, lahko razložimo, kako ti mehanizmi delujejo, a je to prav ali narobe, je pa potem, to je pa druga zadeva. Namreč prav in narobe lahko razložimo samo glede na cilj, ki ga želimo doseči. Torej, če se želim odpreti, če želim v tej dolini bosanskih piramid doživeti močne izkušnje, nekateri doživijo mistične izkušnje, tam se jim marsikaj odpre, potem je smiselno se odpreti, potem je smiselno se o tem malo poučiti, pogledati na YouTube, kako predavanje Osmanagiča in tako naprej, torej in se pripraviti, se znebiti nepotrebnega šundra okrog sebe, torej mobitela in tako naprej, in potem bo izkušnja boljša. Če že greš tam, potem se je smiselno odpreti. V nasprotnem primeru pač ne boš tega doživel. Tukaj spet мы прихаємо до спознания, до которых садовная знаность relativно пред кратким пришла. Обстоит один занимивый параметр, с которым мы оцениваем стане зрака, стане хармонизации зрака. Зрак, который хармонизирован, один из странских учинков хармонизации зрака – высокая концентрация негативных ионов. Вот. Там, в тех просторах, где зрак хармонизирован, человек феноменально себя почувствует. Негова аура хитро се напая, и то мирливые эффекты, которые сюда проконтролируются удобными физичными направами. Вот. Тук само прошание, како та зрак се хармонизира в тех системах, механизмы. Mi vidimo, da je prisoten, ne vemo pa zakaj pa kako. На который начин они легко досаживают. Здесь, recimo, обстоят технологии, которые повечуют концентрацию негативных ионов в простору, и последично то мало хармонизирует стане зрака. И нам разлагают, он высокая концентрация негативных ионов, супер сопочутимо. Не, негативные ионы, само странский учинок хармонизированного зрака,
in obratno. Če povečujem koncentracijo negativnih ionov, zrak tudi začne počasi se harmonizirati. No, Edita, kot veste, znanstveniki raziskujejo te naše bosanske piramide iz vsega sveta, prihajajo, se čudijo, delajo meritve, ker je to res eno največjih, če ne največje odkritje naše civilizacije. Tako da verjetno ne bomo več romali non-stop v Egipt, ker imamo vse pred pragom, mi imamo veliko srečo, ker to seva verjetno tudi do Slovenije. Ampak ob vseh teh rezultatih, merjenih, izjemnih vrednostih, o katerih govorijo znanstveniki, pa naju najbolj zanima, kaj to pomeni za nas v vsakodnevnem življenju. Je to tisti en drobec še, ki nas pelje v zdravje, v čustveno stabilnost? Kaj še bi vi rekli, da je? Ja, definitivno vpliv ima na celotno to regijo. Sploh pa, ko bojo dokončno raziskali vse, kar bo še nekaj časa trajalo. V vsakodnevnem občutku, kaj nam pomagajo taki izleti. Lejte, jaz sem veliko delala v turizmu, veliko sveta prepotovala. In takrat, ko pridemo nazaj, ko nam zopet v vsakodnevnih odnosih pa situacijah, zopet malo nivo energije pade, smo malo utrujeni, izgoreli, se spomnimo na te občutke, te vibracije, ki smo jih doživljali takrat v tej piramidi. In ne, da mi takrat to samo razmišljamo, mi se dejansko povezujemo s to energijo, kot da smo ponovno tam. Ker naša podzavest je povezana na celotnem svetu, po celotnem svetu. Jaz sem sama to izkusila, ker sem bila na Fidžiju in mi je bil en otok fantastičen in kadarkoli sem imela slab dan, sem se postavila v tisto okolje in dejansko ponovno začutiš to. Ali na Madeiri, ko zaslišiš tisto valovanje Atlantika okrog tega majhnega otočka, ravno tako se postaviš ti v bosansko piramido in začutiš fizično ta pretok. To je dokazano in to lahko s pridom vsak dan uporabljamo. Zanimivo, čudovito. Ja, zaradi tega bi jaz zelo bila vesela, da se čim več ljudi odloči, ker bojo se naučili tudi marsikaj drugega. Taka potovanja so v resnici duhovna potovanja. To ni tisti klasični turizem. Verjetno se na tako pot odpravijo ljudje, ki so na podobni vibraciji kot si ti, da tudi to ni zanemarljivo, koga vse spoznaš na takih. Vsekakor, vsekakor, ni pa to neko strogo duhovno, ezoterično. Jaz sem zelo prizemljen človek, in tudi stranke, katere prihajajo k meni, so zelo prizemljene. To nam pomaga v vsakodnevnih situacijah. In zato priporočam vsem, kdorkoli ima željo spoznati ali samo uživati na potovanju v Bosno, ne samo s poudarkom na piramide, da pride in da proba. Mogoče ravno te ljudi, a veste, najbolj te stvari fascinirajo in presenetijo. Tako je in verjetno se obe strinjava, da je prava duhovnost tista, ki je prizemljena, ki nam koristi, ne pa da nas odpelje v nekaj, kar nam dejansko ne služi in to je prava pot. In to so vsa pomagala, katera nam koristijo v vsakodnevnem življenju. Krasno. Torej, če ponoviva, 30. aprila pred praznično vzdušje, tisti trenutek, zvečer, ko res lahko narediš nekaj zase in se popelješ v eno najlepših mest Evrope, hvala Bogu zdaj v miru in na vse te čudovite točke v čudoviti družbi. Se poveže s skupino, kar bomo tudi naredili že na začetku, in potem uživali naprej, razrešili kakšno dilemo. Skratka, ne bo nam dolgčas, prijetno bo in tudi zelo, zelo zdravilno za vsak dan naprej. Tako, predvsem pa, kot ste rekli, zelo prizemljeno, kajti to je tisto, k čemur stremimo tudi v naših oddajah. Hvala za obisk v našem studiu in vsem, ki se boste odpravili na piramide oziroma tudi v Sarajevo, vam želimo srečno pot in odločite se.